Dober dan, od srede do srede, danes na sporedu v četrtek. Kolega Markeš je z mano v našem studiu. Dober dan. Živijo se res. Janez, vtis je, da se v slovenski politiki dogaja pa nič. A je moj vtis grešen? Imaš ti kakšne boljše podatke? Ja, danes je četrtek, jaz sem tekst že oddal, noter sem napisal, da je 1. november, to se pravi dan mrtvih. Ampak če je dan mrtvih za slovensko politiko, še ne pomeni, da se nič ne dogaja. Dogaja se ogromno, očitno se dogaja ogromno. Očitno deloma javnost to tudi zaznava, predvsem pa navzven v teh pretresih, ki jih je deležna vlada oziroma premier Golob. Kaj je za tem, To bo je pravo vprašanje. Se pravi, gledamo na eni strani dogodke, ki jih je relativno malo mogoče, na drugi strani pa procese, ki se pa vlečejo leta in desetletja, ampak se na neki točki morda lomijo. Dobar, javnost je pred dnevi se muzala ob ugotovitvi investitorja Jožeta Anderliča, da ljudstvo brez elite je, kako je rekel, amorfna gmota. In da on se ukvarja s tem, kako zagotoviti kakovostno bivanje eliti. Amorfna gmota bo pa že nekako. Mi dva imava sebe sicer bolj za amorfno gmoto, skušava pa tole razumeti, Ja, jaz bi rekel tako, tisti, ki smo, leta 91, pa že predtem vzeli to državo v smislu zares, v smislu človekove pravice, vladavine prava, prostor pod soncem, v katerem živijo svobodni ljudje, se danes, saj jaz osebno se, počutim kot izbrisani, dobesedno. Kdo danes valja in izbrisuje? Valjar vsakogar, ki je lahko kulturno še tako bogi, še tak revček, z veliko denarja in povalja celoten sistem. Od najmanjših, se pravi že čisto preprosto, v odločitvah, kje in kako se bo gradilo, kako bodo se dvigovali in spuščale cene nepremičnin, do celih državniških parasistemov, v katerem se politiki delijo svoj plen, ne glede na to, da za tem plenom stojijo milijoni človeških življenj Slovencev in delovnih ljudi in skratka davkoplačevalskega denarja, če tako rečem. Dva velika mala dogodka sta se zgodila v zadnjih 14 dneh. Verjetno so vsi opazili na tisto veliko črko T, mekani T, ki je nastala kot spomenik, spomeničeno izbrisanim. In prireditelji so rekli, da bodo zdaj lahko otroci gor plezali, ne vem kaj, vse še ne mogoče, psi lulali potem in tako naprej. To je nastalo zraven centra Rok. Mi se spomniš, ko smo mi koliko let nazaj so tam bila? Jaz bi rekel, da smo mi dva gostovala v centru Rok leta 2014, nisem pa povsem prepričan. Tam sva odvrtela eno od epizod te oddaje od srede do srede. Ja, gre proti 10 letom, nekaj tasga. In takrat sva pokazala empatijo do koga? Do marginalcev, do socialno obrobnih ljudi, do tistih, ki so kazali neko subkulturnost, v večjih mestih, v Berlinu jim verjetno še namenjajo neke določene prostore in jih pustijo pri miru. Skratka, vest družbe, tista, ki reče, mi se ne gremo neoliberalizma, mi hočemo dostojno življenje za navadne ljudi, ne za tiste, ki se vpenjajo v kolo vedno novega porajanja in napredka in kapitala in podobnih stvari, v katerem sicer živimo vsi drugi ljudje, ki smo v nekih službah in smo si izdelovali neke karijere, kvazi karijere. Ti ljudje so bili in so vedno vez družbe v smislu, pod soncem živijo tudi taki ljudje, ki niso programirani v smislu neoliberalnosti in kapitala. In kaj se je zgodilo? Mestna oblast jih je enostavno deložirala, seveda preizvedlo se sodne postopke, država jih je povaljala in tako naprej. In zdaj so oni poleg tega spomenika rekli, zdaj smo mi tisti, ki smo izbrisani, medtem ko ste postavili spomenik izbrisanim, se pravi, 1000 ljudi je tam organiziralo svoj način življenja, tudi umetniške izdelke, take in drugačne, svoj modus vivendi, če hočeš. Zdaj jim vzvratno v novih prostorih ponujajo
600 kvadratnih metrov od 10.000, s tem, da bi se noter naselilo 30 od prejšnjih, ne vem, 1000. Ne. Saj take so bile besede enega od njih, ambasadorja Roga, so rekli Blažiča, ne, ki je v soočenju na nacionalni televiziji to tudi povedal. Ne. To je ena scena, ki bi jo lahko rekel, recimo, leva scena. Ne. Tisto, ki si jo pa ti na začetku omenil, pa rekel, prihajamo pa iz desne. Ne. Kaj je bil prej Kolizej? Ne? Kaj je bil prej Kolizej, preden je nastal? Kulturni spomenik. Tam se spomnim, sem jaz hodil in srečal. Kulturni spomenik v slabem stanju. Ne? Da bo jasno. V slabem stanju, in tam noter so bili recimo slikari, naprimer Zupeta, ne? Krištof Zupeta, ne? Ki je delal take lepe portrete in lahko si šel do tja in te je naslikal. Ne? Mislim, jaz se sicer nisem dal naslikati, bil pa sem tam, ne? Sem videl, kako to laufa. Ne? In če se spomnim takrat, ko so se prvi apetiti Jožeta Anderliča pojavili, se je cela kulturna sredina dvignila v zrak. Ne? Takrat so rekli, to je kulturni spomenik, pustimo to pri miru, v to se ne vtikamo, ne more kapital vse povaljati in tako naprej. Tukaj so bili naši umetniki, tukaj so, skratka, včasih so bili, mislim, da so konjušnice tam, ne? Tudi, ja. Ja. Ampak jaz sem v času, ko se je ta objekt začel rušiti, sem govoril z investitorjem Anderličem. Ja. Pogovor je bil zanimiv, ne, zaradi tega, ker je on zagotavljal v tem pogovoru mi, da bo on na nek način to dejstvo, da tam neka kulturna dediščina pade, kompenziral s tem, da bo v sklopu nastajajočega objekta najbolj moderna koncertna dvorana. In takrat mi je razlagal, ne, da bo ta koncertna dvorana opremljena z najbolj sodobno video in audio in akustično tehniko in bo omogočala neposredne prenose vrhunskih kulturnih prireditev, umetniških prireditev po celem svetu. Ne? Skratka, približno tako kot najbolj ugledne operne ali pa simfonične hiše v svetu omogočajo občasno neposredne prenose, ki gredo potem lahko do sleherne internetne postaje, ne? Naj bi to se dogajalo tudi v Ljubljani. Zdela se mi je zanimiva ideja, bila je pa prva, od katere je investitor odstopil. Zdaj, zato, ker je odstopil od te ideje, s katero naj bi kompenziral dejstvo, da se je tam neka kulturna vrednost podrla, ne, je plačal pogodbene penale. Ne. Pogodbeni penali so bili določeni z nekim dogovorom z Ministrstvom za kulturo. Seveda pa ti pogodbeni penali spet niso bili tako zelo takrat visoki. Takrat je bil minister Simoniti, ne? Tako, ne. Se pravi, ti pogodbeni penali niso bili tako visoki, da bi pravzaprav volumen koncertne dvorane odtehtal volumen nekaj luksuznih stanovanj. Ne? In seveda potem so namest koncertne dvorane tam zrasla ugledna stanovanja. Ne? In temu ravno reče nova elita pridnih Slovencev, ki denar zaslužijo za svojimi trdimi delovnimi rokami. In on je bil pač najlepši primer. Se spominjam iz 90-ih let, takrat se je veliko govorilo o nekem Peritexu. To je bila neka firma. Peritex, po mojem. Tako sem jaz se zapomnil, lahko da sem se pa narobe zapomnil, ampak je pa povezano z imenom Anderlič in s perilom, tako, ki se ga pere v... Se pravi, gre za kliničnem centru, ne? Gre za to, kako se reče po slovensko, outsourcati. Ja, točno to. Da se koncesionirati nek posel, ki bi ga sicer lahko, dobičkonosen posel, ki bi ga lahko delali službe kliničnega centra, ne, so ga dali Peritexu ali po tvoje Perikleju, ne, za ogromne denarje, ne, v katerem se je takrat prala pravzaprav nova slovenska elita, ne, bodoča elita, ki danes rezultira v izjemno bogatih stanovanjih v Šelenburgu. Lepo slovensko ime, zraven protestantske cerkve v Ljubljani. Ne. Skratka, ta gospod, ki je bil menda prej tudi
ki je bil menda tudi v nekih nečednih poslih udeležen pri Hypo Adria banka, ne, je sodeloval tudi s katoliško cerkvijo, poslovno. Ne. In to v istem kontekstu, in tukaj se začne ta najna nezanimiva naracija zadnjih 2 tednov, ker navzven zgleda nič zanimivega. Ne. Skratka, se znajde v nekih zgodbah, ki rezultirajo v zadnjem času v aferi Dars. Ne govorim zdaj o Anderliču, da ne bo pomote, govorim o navezah, ki so se začele že leta 1991, ko je z avtocestnim križom in z SCT in z Ivanom Zidarjem in z SKD-jem, LDS, skratka, ko se je sprožila tista velika famozna privatizacija družbenega premoženja. Ne. Od takrat, ko so se začele dogajati afere Smel, če se spomniš, ko se je v Delu, Slovencu in v drugih časopisih pojavljal velik celostranski oglas, psi lajejo, karavana gre naprej, karavana gre dalje. Ne. Skratka, obrisi neke paradržave, v katerih so se politiki enostavno domenili, kako bodo državo preprosto ugrabili in bo izgledalo vse lepo po papirjih in demokratično. Kako se bo delala nova elita? To je zdaj ena rdeča nit. Kako se bo delala nova elita z leve, kako se bo delala nova elita z desne, kako bo prišla kapitalizacija, kako bomo v Slovenijo pripeljali kapitalizem in kdo bo nova elita. Stara elita se je vedelo, kaj je bilo. Ne? Stara elita so bile kulturne elite, ki so delale državo. Ne. Stare elite so bili izobraženci, so bili tisti, ki so v socializmu izgrajevali nek družbeni sistem, to so bili stara elita. Ne. V tej kapitalizaciji se začne pojavljati nova elita. Ne. Mestoma zelo velikih praznoglavcev za zelo veliko denarja. Ne. Vse se je zasukalo, vse se je obrnilo, vse ostalo, kar to ni, je izbrisano. Mladi ljudje nimajo več možnosti v Ljubljani kupovati stanovanja v redu 300.000 evrov, naprimer. Ne. Medtem, ko se Anderlič hvali s tem, da ljudje pridejo in vržejo 2-3 milijone na mizo v kešu in rečejo, to so naša nova elita. To je nekaj tako degutantnega in žaljivega, da se ne da povedati. Ne. No, in hkrati se dogaja tudi politika, in politiki te stvari niso nikomur sporne, vsi so govorili pred volitvami, kako bodo pozidali pol Ljubljane, zato da bodo ljudje lahko prišli v razumnih gabaritih do stanovanj. Ne. O tem se več ne pogovarjajo se pa o tem, kako bodo rekonstruirali vlado in kateri lobiji bodo v katerih segmentih nedotaknjeni. Ne. Recimo, ta teden je izredno zmotila, oziroma to je bilo kar neka poživitev, je bilo Toninovo pismo svojemu članstvu, svojim zaupnikom, v katerem je rekel, molčali smo, ko smo gledali, kako se Janša in Golob pogovarjata v zakulisju o tem, kako bodo zamenjali Klakočar, Zupančič, Urško, se pravi predsednica Državnega zbora. Molčali smo, ko je Janša zadrževal svoje glasove in ni šel v ustavno obtožbo proti Golobu v zadevah, ki jih je razkrila Tatjana Bobnar. Molčali smo o tem in onem, ampak zdaj so nam dali pa ven afero Dars, v kateri se dogaja preprosto to, da se preurejujejo razmerja in nakazujejo se pravi obrisi neke bodoče velike koalicije. Zakaj? Namik je velika koalicija med Gibanjem Svoboda pa SDS. SDS, ampak zakaj? Ja. Zakaj? Zato, ker Golob naj bi dozdevno izgubil podporo v globoki levici, če hočemo, ne globoki državi, skratka v tistem, kar je Janša govoril, globoka država, poprej pa udbomafija, ne. In kar ni več v interesu tistih velikih igralcev, kakršni so prej recimo igrali v velikih sistemih, kot naprimer TEŠ6, recimo, ne. Za na koncu pokaže, da je bil Janša dejansko in vizijah, da so bili največji sodelavci tega istega TEŠ6, da so bili v tej isti igri, da v tej isti igri je bila Nova Slovenija, še pred tem v cestnem zgodbi krščanski demokrati in SLS, skratka, da levica in desnica pravzaprav stalno hodita z roko v roki in živita neko usporedno življenje, ki nakazuje 1. november slovenske države, kar se imenuje dan mrtvih. Kdo smo še mi, ki sestavljamo to državo? Dela tukaj biti levica, desnica, je vendarle treba malo specificirati. Jaz se spomnim, ko je Matjaž Hanžek vodil komisijo za preiskati zadeve okrog TEŠ6. 2015. Ja, tisto se je vendarle končalo z ovadbami, ki so bile upirjene
zoper najvišje predstavnike vlade. Recimo eden od teh je bil nekdanji predsednik vlade Borut Pahor. Ne. Zdaj, pred dnevi se je ta reč končala s tem, da je zadeva za moje pojme zelo nepreiskana oziroma neobdelana, bila postavljena ad acta, ne, sumov, ki jih je izkazovala komisija, ki je vodil Matjaž Hanžek, organi odkrivanja in pregona niso potrdili, zadeva je arhivirana. Zanimivo pa je, da kar številni akterji, ki bi lahko o teh rabotah kaj povedali organom odkrivanja in pregona, niti na informativni pogovor niso bili povabljeni. Ne? In če bi bili, verjetno bi se držali z roko v roki levica in desnica in govorili isto zgodbo, ki ne bi ustrezala resnici. Ne? Verjetno, domnevam. Ne? Tako je bilo namreč. Kar se je dogajalo v T6 je natanko dokaz tega, ne, kako sta si Janša in Pahor padla v objem in kako za tem stoji globoka država, ta ista globoka država, v kateri Janša govori, kot da on ne bi bil del nje. Ne. In to je tisto, ne, o čemer zdaj govori. Tudi Pahor govori o stricih iz ozadja. Ne, on sam je stric iz ozadja največji bil, oziroma pripadal temu stričevstvu iz ozadja. In to je ta perverznost slovenske politike, ko več ne vemo komu in kako naj verjamemo, in tukaj se postavi enigma Golob. Kdo je on in kaj je on v tej igri? Ne? Na eni strani imamo pač interpretacijo, da je on žrtev te globoke države. Na drugi strani imamo pa upravičene dvome v njegovo politično usposobljenost, ne, ker se obnaša kot v podjetju. On preprosto svojim partnerjem pove, da bo zdaj samo še 12 ministrov in oni to zvejo iz medijev. Tako se pač to ne dela. Ne. Sam spet po drugi strani ga pa razumem. Ne. Če on gleda, kako se, zdaj teoretično govorim, ne govorim, da bi nekaj vedel, čeprav o tem je Cirman pisal v Necenzuriranem, ki je vedno zelo objektiven medij, ampak vedno, kadar pride do svobode, imaš pa določene dvome, ne, zaradi tega, ker je bila tam zraven Vesna Vuković. Ne. Ampak je pa dobro pokazal pač na to dejstvo, ne, da recimo Teš 6, ne, po toliko letih 2015, spomnimo se, kako je bil Gregor Golobič oziroma cel zares žrtev teh stricev iz ozadja v trenutku, ko so hoteli dregati v sir. Po kratkem postopku so zrihtali, da jih je javnost zasovražila. Javnomnenjske ankete so naenkrat pokazale, da niso nič vredni, ljudje so govorili, to so sami kradljivci in tako naprej. Oni so sami postali žrtev tega, kar so nekoč skoraj da malo branili. Ne? In pri Golobu zdaj, če Golob reče zdaj kot predsednik stranke in kot predsednik vlade, tlemu pa dam prav, ne? Mislim, kdo pa bo tisti, če ne on, ko bo udaril po mizi in rekel, s tem je pa nekaj narobe. Ne? S tem je pa nekaj globoko narobe, da gradimo na avtonomiji in ustavni avtonomiji sistemov, ki potem pod vplivom kapitalsko močnih lobijev zdrobijo vsako afero, tako da na koncu ne sedi za svoj kriminal nihče. V restu samo še mali tatovi. S tem je nekaj globoko narobe. Ampak zdaj vprašanje, ali to, kar on nakazuje in poudarja, zmanjšuje ali povečuje njegovo kredibilnost. Ali je on sam del tega problema? Zaradi tega, ker tisto, kar je Tonin nekako razkril, je pravzaprav ne to, da bi rekel, na Darsu so pa odkrili kriminal, hvala Bogu, zdaj bomo pa to odkrili, ampak rekli, poglej, kaj so nam naredili, mi smo bili pa tih, ko so oni delali nekaj podobnega. Ne? Se pravi, da mu je čustvo pljuskalo iz njegovega ega na ta način, da razkrije, pa se vsi vemo, da se te igre igramo, samo se smo bili zmenjeni, da bomo eden za drugega tiho, pa se ne bomo motili pri tem. Ne? To je logika tega pisma. Ne? In to je nekaj tako narobe, da se dejansko človek na koncu v veliki večini Slovencev, katerim pripadajo recimo mi dva, ne počuti kot izbrisan iz ustave. Amorfna gmota. Amorfna gmota. Mi smo amorfna gmota, na katero se Anderlič sa svojim periteksom, ki ga je in tukaj lahko simbolno pripeljejo zraven tudi zdravstvo. Ne? Kaj pustiti ima amorfni gmoti? Nam amorfni gmoti pusti plačevanje davkov, plačevanje prispevkov in javno zdravstvo, na katerem ležijo bremena. In pa seveda izvzemanje lukrativnih poslov, na kateri nas bodo potem ti ljudje,
ki so popolnoma brez kulturnega kapitala nazaj učili, kako smo mi amorfna gnota, oni so pa elita. Če je v tem nekaj tako globoko perverznega, ne vem, kaj to potem sploh je. Ne? Kolega Markeš, hvala lepa. Kot vidiš, teden ni bil tako nezanimiv. Ja, včasih je treba pogledati na mesto dogodkov, procese, pa stvar zaživi. Ja. Hvala, čez 6 dni greva naprej. Tako.